Drage moje lepotice, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, kjer danes ponovno sledi en čist drugačen tip videa, kot ste ga vajene pri meni. Oziroma, to rubriko bi najlažje vrstila med te videe, kot so bile bizarne poročne obleke, recimo tam je bila ena iz pavjega perja. Naslednja poročna obleka je, drage moje, narejena iz pavjega perja. Potem smo pogledali bizarne čevlje, recimo ene so bile, če se ne motim, iz zob. Palmava pa balerinke. Oh my god, daj pogled te balerinke. Ja, prav vidiš, v bistvu na spodnji strani oziroma na podplatu so izpadli zobje. Kaj? Pa paci manekenk na modni brvi, ki je bil tudi za umret smešen. Moje najboljše gibe in malo je pretiravala. In je padla v bazen. Tukaj sicer ne bomo šli direktno v ta modni oziroma fashion svet, ampak bomo pogledali, kot lahko zdaj že v naslovu tega videa opaziš, unikatne lastnosti ljudi, ki jih ima na svetu samo 5% ali pa še manj. Nekateri so malenkost več, drugi so pa celo še manj. Ene so tako zelo bizarne, da te bojo pustile odprtih ust, nekatere so take, da bi jih mogoče tudi sama imela. Jaz točno vem, kaj bi si zaželela, če bi lahko zbrala, tako da ja, je ful zanimiv. Zdaj mogoče sam še na hiter, kje sem sploh dobila idejo oziroma navdih. Jaz vsako leto ful zanimanjem pogledam tole Guinnessovo knjigo rekordov. Noter so taki rekordi, da tako si rečeš kaj, a kaj tazga obstaja. Zdaj mogoče sam še ena zanimivost. Noter imamo letos tudi Slovenca, Luka Dončić, mislim, da se je opisal s svojimi trojkami v Guinnessovo knjigo rekordov, tako da ja, hudo. Če te zanima takšen mal drugačen tip videa, definitivno zelo zanimiv, potem glej video naprej. Pa poglejva prvo, evo tukaj vidiš fotografijo moškega, slikanega od ozadij. In zdaj kaj je tukaj v bistvu zelo posebno. Zdaj večina ljudi ima vrtinc, to je ta, kako bi rekla, vrtinc, lastni vrtinc ozadij na glavi in večina ljudi ga ima na desni strani. Ne vem pa, če si vedela, da 8% prebivalstva ljudi na svetu pa ga ima na levi strani oziroma v nasprotni smeri urjenega kazalca. Tako da te zdaj izzivam, da se mogoče postaviš pred ogledalo mogoče pred sebe daš enega, da boš videla tako pač vse nazaj in pogledaš, če slučajno spadaš v ta 8% delež prebivalstva. Jaz sem že pogledala, pač sem povprečna, ga imam na desni strani, tako da ja, to je prva izmed 15 zanimivosti, ki si jih izvedela danes. Druga zanimivost. Zdaj, jaz kot otrok sem bila zelo svetlolasa, sem imela tiste tipične svetle laske in ja, takoj bi imela danes tudi tako, pač res popolna naravna svetla barva. Ampak z leti te lase potemnijo in ratajo vse temnejši in temnejši, kar je nekako normalno, a ne? Ne vem pa, če si vedela, da na svetu je 2 do 16% ljudi, ki pa ostanejo tako blond oziroma tako svetli tudi na stara leta. To je v bistvu dosti tak redek pojav, ker kot sem rekla, lase z leti potemnijo, tako da naravnih blondincev so, ampak jih je res zelo malo. Zdaj, še redkejši pa so rdečelasci. Naravnih rdečelascev je res zelo malo, celo samo od 1 do 2% prebivalstva vseh ljudi na svetu. Zdaj, vzrok tukaj je ta genska mutacija, ne, ki se pač prenaša in valjda, če gre to iz gena v gen, iz roda v rod, potem pač ne moreš biti rdečelas, naravno rdečelas, če niso bili tvoji starši ali pa babica ali pa prababica. Tako da, če spadaš med ta procent ljudi, moraš vedeti, da si zelo posebna v najboljši možni luči. Sva že pri tretji zanimivosti, ki je meni osebno čist huda in recimo ena taka lastnost, ki je zelo nenavadna, ampak ja, dejansko obstaja in jo ima tudi zelo malo ljudi. Imenuje pa se, čakaj grem pogledat, da ne bom kaj narobe rekla, in sicer dermografija. Si slišala že kdaj za dermografijo? Zdaj, kaj je fora? Če se ti recimo s prstom pač tako po koži, a ne, ali popraskaš, ali hočeš kaj narisati, se pač ne pozna. No, in pri teh ljudi, ki pa imajo to, niti ne vem, če se reče bolezen. To ni bolezen, to je pač lastnost, res redka lastnost na svetu. Skratka, obstaja določen procent ljudi, ki če se s prstom recimo tako, ne vem, napiše hello ali pa nariše srčka, se po nekje 10 do 20 sekundah ta obris pozna. Se pravi, če si ti napišeš neko zadevo, se bo potem to obdržalo še nekje, recimo par minut. Meni je to čisto hudo, si predstavljaš, recimo greš na nek test, plonkat si napišeš neko pomembno formulo in potem dejansko zgine. Ja, pač, sanjsko bi bilo. Pa še ena stvar mi tako pade na pamet, recimo,
Včasih si ljudje dajejo, damo kakšen tatu, pa se potem z leti premislimo. Tukaj si lahko dejansko narediš vsak dan nek vzorček in imaš potem en tak tatu, za katerega pač veš, da če ti ni všeč, ga lahko kadarkoli zbrišeš. A si predstavljaš, da bi lahko gor in dol gledala istočasno? Ne, jaz si ne, pa če pogledam gor je gor, če pogledam dol je dol. Obstaja pa določen procent ljudi, ki lahko to dela, torej gor in dol gleda istočasno in tukaj je fotografija enega takega primera. Zdaj, moja prva misel je, a to kaj boli, a imajo zaradi tega kakšne težave, to iskreno ne vem, ampak definitivno prav pride na plonkanju, ali pa če hočeš tako komu kaj pošpegati, kaj piše, ali pa recimo tekste na telefonu, tako da še ena blazno zanimiva, unikatna lastnost. Ok, ta lastnost mi je pa čist cute. Obstajajo ljudje, ki imajo uho v obliki srca in to zgleda takole. Meni je totalno hudo. Zdaj, najprej, ko sem to mislila, sem pomislila, da se niso slučajno operirali, ker vem, da obstajajo ljudje, ki si recimo ta del naredijo tako bolj špičast ali pa pač vse možno se že da. Ampak potem sem videla še eno in še drugo fotografijo, da dejansko je nek tak genski zapis, da uho rata v obliki srčka. Meni je totalno hudo, bolj mi dobro izgleda. Nek tak modni dodatek recimo namesto uhanov. Zdaj, ne vem, če sem vam že kdaj pokazala, mogoče čisto ena taka lastnost mimogrede. Jaz imam recimo na svojem telesu tudi znamenje v obliki srca. Ne vem, a sem vam ga že kdaj pokazala. Evo, tukaj je. V bistvu tako ga moraš obrniti in potem se tukaj naredi en tak srček. Tako da jaz sem s temi srčki čist in čisto mi všeč tudi recimo v logotipu lepotice ali pa Evina lepotilnica. Tako da jaz bi tako imela ušes v obliki srca. Potem je pa tukaj fotografija fanta, ki nima no nose bridge, oziroma to bi prevedla brez nosnega mostu. Skratka, potisne s prstom svoj nos in se totalno splošči, ker nima tegale. Zdaj, jaz vidim mogoče, ne vem sicer, kakšne to zdravstvene težave lahko za sabo povzroči, ampak jaz ne vem, če sem se kdaj že udarila v nos, me je toliko bolel, pa se mi zdi, da bolečina, če se udariš v nos, je ena izmed najhujših in tistih par sekund, ko te boli in raste ta bolečina, sploh ne veš, kaj bi naredil. Zdaj, tukaj vidim prednost, da če se ta fant udar v nos, ga dejansko ne boli, I guess. Skratka, obstaja tudi to in tako. Pa imamo pa tukaj en tok cute primer. Tukaj na fotografiji lahko vidiš mamico s svojim novorojenčkom in zdaj, če opaziš, ima ta en zelo podoben rojstni znak. Daj si pogledaj mamico in daj si pogledaj otročka. A vidiš kaj, da se identično ujema? Kaj pa, če te usmerim na njune lase? Poglej lase mamice in poglej lase otročka. Ja, a si videla? Oba imata tukaj tale kot nek tak pramenček, zdaj mislim, da je bolj sive barve oziroma blond barve. Totalno cute, mislim, kakšna je verjetnost, da greš ti roditi, ne vem, z enim takim pramenom in dejansko to preneseš tudi na svojega otroka. Ful ljubko, ful cute in ja, dejansko se lahko tvoj otroček rodi z neko tvojo lastnostjo, ki jo imaš med nosečnostjo oziroma v času tvojega rojstva. Še en primer, katerega se sama recimo ne bi branila, pa je tale in sicer dvojno barvno oko. Zdaj, obstajajo primeri, ko je eno oko drugačne barve od drugega, recimo eno je modro, drugo je rjavo. Če se ne motim, se takmu primeru oziroma taki ne ravno bolezni, pač vrsti ljudi, vrsti primera reče heterokromija, torej en uček je moder, drug zelen, rjav, pač kakorkoli, a ne? Obstaja pa tudi primer, ko imaš ti v enem očesu dve barvi. Meni to zgleda skoraj še bolj hudo, pač res dobro zgleda. Recimo, polovico učka imaš rjavga, polovico imaš modrega. Evo tukaj en primer, a ni bolano. Ali pa recimo polovico ima zelenega, polovico modrega. Pač brutalno zgleda in mogoče ena zanimivost. Obstaja tudi igralka, katera je zelo v bistvu znana in pač po svojem igranju in po tej lastnosti, in to je Mila Kunis, zagotovo si za njo že slišala in ona je v bistvu zelo znana po tem dvojnem barvnem očesu. Ostajava pri očeh, ker sem za tebe zbrskala še en zelo zanimiv pojav oziroma zelo zanimivo lastnost in sicer, a si kdaj slišala za cat eye syndrome oziroma sindrom mačjih oči? Tudi to obstaja in kaj je fora, da se novorojenček oziroma dojenček pač rodi z sindromom teh mačjih oči.
oči. In to zgleda takole. Evo, tukaj je primer fantka, ki je po mojem mnenju toliko lep, toliko mi dobro zgleda ta sindrom in ja, dejansko tudi to obstaja. Sicer verjetnost, da se novorenček rodi z mačjimi očmi je 1 proti milijon, kar je res majhen procent ljudi, ampak vseeno možnost je in v bistvu to gensko dedovanje do danes še ni znano. Ni dejansko sploh jasno, zakaj do tega pride, ker v bistvu toliko redek primer ne more delati, po mojem mnenju, nekih teh poglobljenih analiz. Tako da, ja, obstaja in zgleda meni osebno čist hudo. Jaz sem recimo primer, ko me ves čas zebe. Jaz ful uživam recimo, ko se začne pomlad ali pa je tale zgodna jesen, da ne govorim o poletju, ker končno doživim ta občutek, da me ne zebe. Dejansko se prijatelji hecajo z mene, ko je nek recimo za njih ravno pravšnji poletni večer, se pa že ne iščem jopico, se že ogrnem in se mi potem režijo, Eva, kako te spet zebe, a ne? No in zakaj to v bistvu sploh govorim? Ker obstaja določena vrsta spet ljudi, ki, ko jih zebe, se jim prst obarva v belo. Se pravi, drugi prsti so navadne, recimo temu kožne barve, ta pa rata ali pa kjerkoli drug prst pa rata čist bel. Zdaj, če me zebe, mi ne rabijo še roke posebej opozarjati na to, da pač me zebe, ker že itak vem, to lastnost bi pustila oziroma ne bi je ravno z navdušenjem sprejela. Naslednja lastnost je tudi zelo redka, ampak obstaja in sicer določen procent ljudi se rodi, pazi, z 2 zenicama. To zgleda takole. Dejansko imaš ti potem v oču 2 črni pikci in ne samo, da nenavadno zgleda, ampak na žalost imajo te ljudje zelo velikokrat potem težave z očmi, ker vidijo dvojno in si ne predstavljam, kako je videti dvojno, vse zamakne, skratka, imajo težave z očmi in morajo potem to reševati tako ali drugače. Kaj pa ta lastnost? In sicer tukaj imamo primer ene ženske, ki se je rodila z trepalnicami, katere so bile polovico bele barve, polovico rjave barve. Meni sicer zgleda to tako, kot da bi prej namazala trepalnice. A se spomnite, ko so bile včasih maskare tako, na eni strani je bila črna in na drugi strani je bila bela. In to belo si nanesel pred to črno, da ti je naredila še nek dodaten volumen oziroma pripravila trepalnice na potem nanos te črne maskare. Meni dejansko to zgleda tako, kot da bi si dala malo te bele pač maskare, ampak dejansko se ni, je tako rojena in ja, tudi to obstaja. Naslednja zanimivost pa se nanaša na prstne odtise. Zdaj vzem, to se smešno sliši, poglej v svojo roko oziroma v svoje prstne odtise. In tukaj je tabela, ki pravi, evo takole, 65% ljudi ima to, kako bi rekla, klasično obliko prstnega odtisa, tako malenkost nadol. Oglej si slikico, boš vedela, o čem govorim. Potem je tukaj 30% ljudi, ki ima prstni odtis kot v nekega polžka. Samo 5% ljudi pa ima v bistvu prstni odtis, mene najbolj spominja na nek hrib ali pa na nek val. Skratka, 3 opcije so in da zdaj pogledam, kaj imam jaz. Lahko ta čas delaš tudi ti, če si v tem procentu ljudi, ki so posebni. Ne, nisem posebna. Jaz spadam kar v tale rang 65% ljudi. Brez veze. Sem hotela imeti tale valček. Tako da ja, nimamo vsi enakega prstnega odtisa. Tukaj so 3 opcije in daj mi zapis spodaj v komentar, kateri prstni odtis imaš ti. Za konec pa sem pustila eno lastnost, katero bi jaz osebno tudi tako imela in to so dvojne trepalnice. Redki srečneži na tem svetu se rodijo z dvojnimi trepalnicami, to pomeni, da ti zrastev ene in vmes še druge. In veš, koliko mora biti to lep pogled. To dejansko nikoli ne rabiš umetnih trepalnic, niti ne tistih podaljšanih. Skratka, definitivno se ne bi branila. Obstaja zelo znana igralka, Elizabeth Taylor, če si že kdaj slišala, ki se je rodila s temi dvojnimi trepalnicami in se mi definitivno fovš, definitivno podpišem, da bi imela. Tako da, če se bom kdaj še enkrat rodila, dvojne trepalnice, takoj podpišem, vzemam. Tako da, drage moje, to je bilo to. To je bilo teh 15 nenavadnih, unikatnih lastnosti ljudi, ki jih ima na svetu manj ali pa več, ali pa glih 5% ljudi. Daj mi zapis spodaj v komentar, katera te je najbolj impresionirala. Če imaš mogoče kakšno to nenavadno posebno lastnost tudi ti, to, ki sem jo torej omenila, ali pa karkoli drugega, me res zanima, če imamo tudi Slovenci kaj tazga unikatnega. Jaz sem prepričana, da
da ja. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne zamudiš še naslednjega takšnega videa. Zapiš mi tudi to, a ti je bil video zanimiv, če bi mogoče naredila kdaj še nadaljevanje oziroma drugi del. In to je to. Ne me pozabiti poiskati tudi na Instagramu. Evina Lepotilnica je moje družbeno ime. Rada vas imam, ostanite unikatni, čudoviti in tako posebni kot ste. Čau, čau!